Lepo pozdravljeni, vsi prisotni na današnji razpravi o rezultatih najnovejšega kroga raziskave PISA iz leta 2022. Jaz sem Mojca Štravs in bom danes moderirala današnjo razpravo, prihajam pa iz sektorja za kakovost in analize Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Smo na Ministrstvu za kulturo, ki se mu zelo zahvaljujemo za gostoljubje v okoliščinah, da so naši prostori zasedeni, da lahko danes izvedemo tole prvo razpravo o pravkar predstavljenih rezultatih raziskave. PISA je znana raziskava, ki v slovenskem prostoru poteka od leta 2006. Letošnja posebnost pa je, da z današnjo objavo rezultatov te raziskave zaokrožamo nekakšno trilogijo letošnjih objav rezultatov mednarodnih raziskav. Naj spomnim, da so bili maja objavljeni rezultati raziskave o bralni pismenosti četrtošolk in četrtošolcev, PIRLS z imenom, pred enim tednom pa rezultati raziskave o državljanski vednosti osmošolk in osmošolcev, ICCS z imenom raziskave. PISA nam bo torej razkrila še dodatne ugotovitve o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti 15-letnikov in 15-letnic. Pozdravljam tudi vse, ki nas spremljate po aplikaciji Zoom. Naj povem, da bomo razpravo vodili prioritetno skozi razpravo z udeleženci v živo, tako da se vam zahvaljujem za spremljavo in potrpljenje. V naši sredini pozdravljam cenjene goste panela, ki ga vidite tukaj ob meni, ki smo jih povabili na to razpravo, da nam predstavijo svoje prva videnja, poudarke, morebitna ozadja ugotovljenih rezultatov. Najprej pozdravljam gospo Jasno Rojc, državno sekretarko na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je pristojna za področje srednjega in višjega šolstva ter izobraževanja odraslih. Pozdravljam dekanjo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, dr. Maro Cotič, ki je strokovnjakinja za matematično izobraževanje v Sloveniji, in dekana Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Janeza Vogrinca, ki ga bomo danes prosili za videnja z vidika predsednika Državne komisije nacionalnega preverjanja znanja in vodje delovne skupine nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja. Pozdravljam direktorja Zavoda za šolstvo, dr. Vinka Logaja, da nam bo ponudil svoje poglede v kontekstu potekajoče kurikularne prenove. Pozdravljam tudi tesni sodelavki Pedagoškega inštituta v okviru raziskave PISA, dr. Andrejo Drobnič-Vidic, docentko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z oddelka za matematiko, in dr. Sabino Fras Popovič, docentko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z oddelka za bibliotekarstvo, da nam bosta s podrobnega poznavanja raziskave predstavili svoja videnja današnjih rezultatov. In ne nazadnje pozdravljam dr. Klavdijo Šterman Ivančič, tukaj ob meni, raziskovalko na Pedagoškem inštitutu in dolgoletno nacionalno koordinatorko raziskave PISA, ki jo sedaj prosim za predstavitev prvih rezultatov te raziskave. Prosim, Klavdija, izvoli. Najlepša hvala. Vsi skupaj prav lepo pozdravljeni, tudi z moje strani. Kot je dr. Štravs že napovedala, bom na začetku čisto na kratko v bistvu predstavila tiste prve rezultate same raziskave in pa nekatere rezultate z področja spremljajočih dejavnikov matematičnih dosežkov. Na začetku morda čisto na kratko nekaj o sami raziskavi. Se opravičujem, ampak... Torej, samo raziskavo koordinira OECD, z njo preverjamo bralno, matematično in pa naravoslovno pismenost. Torej, gre za preverjanje uporabe kurikularnega znanja v konkretnih življenjsko zasnovanih situacijah. In v letu 2022 je bil poudarek na preverjanju matematične pismenosti, torej bralna in naravoslovna pismenost sta v preizkus vključeni v nekoliko manjšem obsegu. Zbiranje je pa v celoti potekalo na računalnikih. V raziskavi sodelujejo 15-letniki v izobraževalnem sistemu. V Sloveniji so to večinoma dijaki in dijakinje prvih letnikov srednješolskih izobraževalnih programov. V letu 2022 je v raziskavi sodelovalo 83 držav, kar predstavlja približno 600 tisoč učencev in učenk
v različnih državah. V Sloveniji je sodelovalo 6721 dijakov in dijakinj, torej iz 296 izobraževalnih programov, 52 osnovnih šol in 2 ustanovi za izobraževanje odraslih. Izvedba je pa potekala v marcu in aprilu 2022. Tudi na tem mestu, kot sem danes enkrat že izpostavila, gre posebna zahvala res vsem dijakom in dijakinjam, koordinatorjem in koordinatoricam, ravnateljem in ravnateljicam, ki so poskrbeli, da je bila raziskava na šolah izvedena ustrezno, da smo dobili mednarodno primerljive podatke, ki jih lahko vključimo v mednarodno bazo podatkov. Posebej se zahvaljujem zaradi tega, ker je bila raziskava v tem ciklu nekoliko otežena zaradi samih ukrepov povezanih s pandemijo COVID-19. V nadaljevanju predstavljam rezultate za Slovenijo primerjalno z drugimi državami, in sicer smo za primerjavo izbrali 49 držav, torej večino članic držav OECD, države Evropske unije, Evropske regije in pa tiste, ki so dosegle višje dosežke od Slovenije. Če pogledamo najprej rezultate na področju matematične pismenosti, rezultati za Slovenijo kažejo, da je ta dosežek v letu 2022 značilno nad povprečjem držav OECD za 485 točkami. Od slovenskih so višji povprečni dosežek dosegle le 4 evropske države, in sicer Estonija, Švica, Nizozemska in pa Irska. Najvišje dosežke pa so v povprečju dosegli učenci in učenke iz Singapurja. Od slovenskih se pomembno ne razlikuje povprečni dosežek v Belgiji, Združenem kraljestvu, na Poljskem, v Avstriji, Avstraliji, na Češkem, Finskem, v Latviji in pa na Švedskem. Če primerjamo rezultate iz povprečnega dosežka iz matematike med leti 2006 in pa 2022, vidimo, da je bil povprečni dosežek iz matematike za Slovenijo v letu 2022 za 24 točk nižji kot tisti iz leta 2018 in za 16 točk nižji kot leta 2012, ko je bilo poudarjeno področje merjenja v raziskavi prav tako matematika. Vendar je, kot že rečeno, ta dosežek še vedno nad povprečjem držav članic OECD. Prav tako se je v letu 2022 znižal tudi povprečni dosežek na ravni držav članic OECD, in sicer je nižji za 17 točk v primerjavi z letom 2018 in za 18 točk v primerjavi z letom 2012. Po obliki trenda se Slovenija umešča med države z negativnim trendom v matematičnih dosežkih. Kar se tiče doseganja ravni matematične pismenosti, rezultati kažejo, da je leta 2022 75% slovenskih dijakov in dijakinj doseglo tisto temeljno raven matematičnih znanj in spretnosti, kar je 5 odstotnih točk manj kot leta 2012. Tiste najvišje ravni, torej 5. in 6. raven matematične pismenosti, pa je prav tako doseglo 5 odstotnih točk manj dijakov in dijakinj v primerjavi z letom 2012. V raziskavi ugotavljamo tudi povprečne dosežke na tako imenovanih lestvicah kognitivnih matematičnih procesov. Tukaj imamo v mislih formuliranje, uporabljanje, interpretiranje in pa sklepanje. Na vseh 4 lestvicah so slovenski dijaki in dijakinje v povprečju dosegli značilno višji rezultat od povprečja OECD. So pa, podobno kot vrstniki iz držav OECD, bolje reševali tiste naloge, ki so od njih zahtevale interpretiranje in sklepanje, kot pa tiste, ki zahtevajo procese formuliranja in pa uporabljanja matematike v nekih konkretnih življenjskih situacijah. V raziskavi smo tudi ugotavljali dosežke na lestvici matematičnih vsebin. Tukaj so zajete 4 temeljna področja matematičnih vsebin, in sicer spremembe in razmerja, količine, liki in telesa in pa verjetnost in delo s podatki. Tudi tukaj so slovenski dijaki in dijakinje na vseh 4 lestvicah v povprečju dosegli višji dosežek kot vrstniki v državah članicah OECD. So pa izmed vseh 4 lestvic najvišje dosežke dosegli na lestvici liki in telesa, in povprečni dosežek na tej lestvici je značilno višji od dosežka na vseh ostalih 3 lestvicah matematičnih vsebin.
Če nadaljujemo z bralno pismenostjo, tukaj rezultati v letu 2022 kažejo, da se Slovenija z 469 točkami umešča značilno pod povprečje držav članic OECD. Če naštejem samo nekaj držav, evropskih držav, ki so v povprečju dosegle višji dosežek, od Slovenije to so Španija, Latvija, Hrvaška, Norveška, Portugalska, Belgija, Nemčija, Avstrija in pa Italija. Podobno kot pri matematiki so najvišje povprečne dosežke dosegli učenci in učenke iz Singapurja. Od slovenskega pa se pomembno ne razlikuje dosežek v Franciji, Litvi, na Madžarskem, v Izraelu in v Vietnamu. Če tudi tukaj pogledamo povprečni dosežek med letoma 2006 in 2022, vidimo, da je povprečni dosežek pri branju za Slovenijo v letu 2022 nižji kot tisti iz leta 2018 in sicer za 26 točk in je tudi najnižji od začetka sodelovanja Slovenije v raziskavi. Se je pa tudi povprečni dosežek izbranja na ravni držav članic OECD v letu 2022 znižal in sicer za 11 točk v primerjavi z letom 2018. Podobno kot pri matematiki se po obliki trenda tudi pri branju Slovenija umešča med države z negativnim trendom. Tiste temeljne ravni bralne pismenosti, torej drugo raven, je v letu 2022 doseglo 75% slovenskih dijakov in dijakinj, kar je 8 odstotnih točk manj kot leta 2018 in tudi najvišja bralna znanja oziroma spretnosti, torej 5. in 6. raven, je doseglo 4 odstotne točke slovenskih dijakov in dijakinj, kar je za 4 odstotne točke manj kot v letu 2018. V državah članicah OECD pa je ta delež 7 odstotkov. Pri naravoslovni pismenosti so slovenski dijaki in dijakinje dosegli povprečni dosežek značilno nad povprečjem držav OECD, torej 500 točk. Izmed evropskih držav sta višji dosežek dosegli le še Estonija in pa Finska. Tudi tukaj so neprimerljivo višje dosežke dosegli učenci in učenke iz Singapurja. Dosežek pa se za Slovenijo pa se pomembno ne razlikuje od tistega v Novi Zelandiji, Irski, Švici, Združenem kraljestvu, ZDA, Poljski in pa na Češkem. Če tudi tukaj primerjamo povprečne dosežke med letoma 2006 in 2022, vidimo, da je povprečni dosežek pri naravoslovju za Slovenijo leta 2022 za 7 točk nižji kot tisti iz leta 2018. Prav tako pa se je tudi na povprečni ravni držav članic OECD povprečni dosežek znižal in sicer za 4 točke v primerjavi z letom 2018. Podobno kot pri matematiki in branju se tudi na področju naravoslovja Slovenija umešča med države z negativnim trendom v dosežkih. Leta 2022 je tisto temeljno raven naravoslovne pismenosti doseglo 82 odstotkov slovenskih dijakov in dijakinj, kar je 4 odstotne točke manj kot leta 2018 in tudi najvišja naravoslovna znanja in spretnosti, torej 5. in 6. raven, dosega 8 odstotkov slovenskih dijakov in dijakinj, kar je podobno kot v državah članicah OECD. V nadaljevanju bi predstavila razlike med spoloma pri matematični, bralni in naravoslovni pismenosti. Torej v letu 2022, podobno kot v preteklih ciklih raziskave, pri matematiki ne beležimo značilnih razlik med spoloma. Največje razlike med spoloma pri matematiki so se izmed primerjanih držav na primer pokazale v Italiji, Avstriji, Čilu in na Madžarskem, najmanjše pa poleg Slovenije še na Norveškem in pa v Črni Gori. Nasprotno pri bralni pismenosti beležimo značilne razlike med spoloma. To je 44 točk v letu 2012 v prid dijakinj in tako se Slovenija še vedno umešča med države z največjimi razlikami med spoloma. Večje razlike so se pokazale le še na Finskem. Tudi pri naravoslovni pismenosti beležimo značilne razlike med spoloma v prid dijakinj. Ta razlika je 15 točk. Na ravni držav članic OECD pa ni značilnih razlik med spoloma v dosežku na lestvici naravoslovne pismenosti.
Nadaljevala bi z nekaj osnovnimi informacijami glede razlik v matematičnih dosežkih glede na socialno-ekonomski status, status priseljenca in pa izobraževalni program, ki ga dijak oziroma dijakinja obiskuje. Torej, sama vrednost, povprečna vrednost indeksa socialno-ekonomskega statusa je za Slovenijo sicer nad povprečjem držav OECD, 0,23. Tudi razpon vrednosti indeksa je primerjalno z drugimi državami v Sloveniji manjši kot v drugih državah. Kljub temu pa prihaja znotraj države do velikih razlik v matematičnih dosežkih med dijaki in dijakinjami iz različnih socialno-ekonomskih okolij. Ta razlika je 92 točk. Tudi na področju razlik v dosežkih glede na status priseljenca beležimo značilne razlike med tistimi, ki so poročali o statusu priseljenca in tistimi, ki niso. In sicer je ta razlika v Sloveniji v letu 2022 60 točk, se pa ta razlika značilno zmanjša, če upoštevamo socialno-ekonomski status dijaka in dijakinje in jezik, ki ga ta govori doma. Takrat se razlika zmanjša na 6 točk in ni več statistično značilna, kar pomeni, da sta to zelo značilna dejavnika pri razumevanju navedenih razlik. Podobno kot v prejšnjih zajemih podatkov raziskave, tudi v letu 2022 beležimo značilne razlike v matematičnih dosežkih med dijaki in dijakinjami iz različnih izobraževalnih programov. Največje razlike se kažejo med tistimi, ki obiskujejo gimnazijske programe in programe srednjega poklicnega izobraževanja. Razlika je 147 točk, kar je več kot 2 ravni matematične pismenosti na lestvici PISA. In če pogledamo oziroma primerjamo povprečne matematične dosežke med leti, vidimo, da se je najbolj znižal povprečni dosežek tistih dijakov in dijakinj skozi čas, ki obiskujejo srednješolski program gimnazije. In še rezultati z področja nekaterih spremljajočih dejavnikov samih dosežkov. Tukaj bi najprej omenila občutek pripadnosti šoli. Tukaj v letu 2022 beležimo pozitiven premik v primerjavi z letom 2018 in sicer je v letu 2022 povprečna vrednost indeksa občutka pripadnosti šoli za Slovenijo podobna povprečju držav članic OECD, v letu 2018 je bila podpovprečna. V Sloveniji 79% dijakov in dijakinj poroča, da čutijo pripadnost do šole, kar je za 5 odstotnih točk več kot leta 2018. Kljub temu pa jih 14% še vedno, na primer, poroča, da se počutijo izločene in 16%, da se čutijo čudne ali odveč v šoli. Tudi na področju pogostosti doživljanja medvrstniškega nasilja v letu 2022 beležimo nekoliko nižje ravni, kot je bilo to v letu 2018 in tudi nižje ravni v primerjavi z državami članicami OECD. V Sloveniji je tako v letu 2022 18% dijakov in dijakinj poročalo, da so najmanj nekajkrat mesečno izpostavljeni katerikoli obliki medvrstniškega nasilja in približno 9% slovenskih dijakov in dijakinj je poročala, da najmanj nekajkrat mesečno doživljajo, da se kdo iz njih norčuje, kar je tudi najpogostejša vrsta nasilja po poročanju dijakov in dijakinj. V primerjavi s povprečjem držav OECD se slovenski dijaki in dijakinje tudi počutijo podobno varne v šoli. 94% jih je poročalo, da se na poti v šolo ali iz šole počutijo varno, 95%, da se v razredu počutijo varno in 93% jih je poročalo, da se počutijo varne tudi v prostorih šole. O največjem občutku varnosti šoli so primerjalno z drugimi državami poročali dijaki in dijakinje v Švici in pa v Avstriji, najmanj pa v Turčiji. Če nadaljujemo z ugotavljanjem kakovosti odnosov s profesorji na šoli, tukaj vidimo, da v primerjalno s povprečjem držav članic OECD so naši dijaki in dijakinje podobno kot že v prejšnjih ciklih raziskave in tudi v okviru drugih mednarodnih raziskav so poročali o precej nižji kakovosti odnosov s profesorji na šoli.
Tako se jih je 68% strinjalo, da jim profesori z zanimanjem prisluhnejo in se zanimajo za dobro počutje. 15% jih je pa menilo, da se počutijo ustrahovane strani profesorjev na šoli. Podobno se pokaže tudi, ko smo ugotavljali zaznavanje opore specifično strani profesorja matematike. Tudi tukaj so naši dijaki in dijakinje poročali o precej nižji opori strani profesorja matematike v primerjavi z vrstniki iz držav članic OECD. Tako jih je bilo le približno polovica mnenja, da se profesor matematike pri vseh ali večini ur zanima za njih. 62% jih je menilo, da jim profesor pri večini ali vseh urah nudi dodatno pomoč, kadar jo potrebujejo. V okviru raziskave ugotavljamo tudi zaskrbljenost, povezano z matematiko in pa zaznano samoučinkovitost pri matematičnih nalogah, pri dijakih in dijakinjah. Kar se tiče same zaskrbljenosti, v letu 2022 v primerjavi z letom 2012 beležimo porast in tudi o precej višji zaskrbljenosti povezano z matematiko v primerjavi s povprečjem držav članic OECD. Tako je 62% naših dijakov in dijakinj poročalo, da jih skrbi, da jim bo pri pouku matematike težko, 64% pa skrbi, naprimer, da bodo pri matematiki dobili slabe ocene. Kar se tiče zaznane samoučinkovitosti pri matematiki, so naši dijaki in dijakinje primerjalno s povprečjem držav članic OECD poročali o precej nižji zaznani samoučinkovitosti pri matematiki. Najbolj samozavestne se čutijo pri reševanju enačb, naprimer, precej manj samozavestne pa pri prenosu v konkretnih matematičnih znanj v konkretne problemske situacije, kot je naprimer kakšna bi bila cena računalnika, če upoštevamo davek ali izračun kvadratnih metrov ploščic, ki jih potrebujemo za pokrivanje tal, torej v konkretnih situacijah. Omenila bi še samo zadovoljstvo z življenjem, ki so ga dijaki in dijakinje v okviru raziskave ocenili tudi že v preteklih ciklih. V letu 2022 je o tem, da so zadovoljni s svojim življenjem, poročalo 59% slovenskih dijakov in dijakinj, kar je za 5 odstotnih točk manj kot v letu 2018, ko jih je o tem poročalo 64%. In ker je bila raziskava, raziskava PISA ni bila izvedena neposredno med samo pandemijo COVID-19, ampak nekoliko po, ampak bi kljub temu omenila samo nekaj ključnih podatkov, ki smo jih pri dijakih in dijakinjah zbrali tudi na to temo. Vprašali smo jih, kakšne so imeli težave pri opravljanju šolskega dela med zaprtjem zaradi COVID-19. Tukaj so naši dijaki in dijakinje poročali o podobnih ravneh težav pri opravljanju šolskega dela med zaprtjem šole zaradi pandemije. In sicer so v največjem deležu poročali, da so imeli na tedenski ravni težave z motivacijo za šolo, o tem jih je poročalo 25%, razumevanjem šolskih nalog, najmanj težav pa so imeli s samim dostopom do šolskih potrebščin. Vprašali smo jih tudi glede podpore strani šole v času zaprtja COVID-19. Tukaj so slovenski dijaki in dijakinje primerjalno s povprečjem držav članic OECD poročali o nekoliko podpovprečni podpori strani šole. In sicer so poročali, da se je najmanj aktivnosti šol nanašalo na podajanje koristnih nasvetov za samostojno učenje na dnevni ravni in skrbi šole za to, kako se dijaki in dijakinje počutijo. O tem je poročalo samo 16% dijakov in dijakinj, torej da se je to dogajalo na dnevni ravni. Tukaj v preglednici so navedeni deleži tistih, ki so poročali, da je iz šole nekdo vsak dan, skoraj vsak dan storil navedeno. In če zaključim samo še s pripravljenostjo dijakov in dijakinj na morebitno ponovno učenje nadaljavo, torej vprašali smo jih, koliko se čutijo pripravljene, če bi prišlo do ponovnega zaprtja šol. Tudi tukaj so v tej preglednici navedeni deleži tistih, ki so poročali, da se počutijo samozavestne ali zelo samozavestne za opravljanje navedenih nalog.
Primerjalno z vrstniki iz držav OECD so slovenski dijaki in dijakinje poročali o podpovprečni pripravljenosti pri ponovnem učenju na daljavo in sicer bi se najmanj samozavestne počutili pri motiviranju sebe za šolsko delo, o tem jih je poročalo 53%, pri osredotočanju na šolsko delo brez opominjanja in pa ocenjevanju svojega napredka, torej pri neki samoregulaciji učenja in pa pri sami motivaciji za šolsko delo. In če zaključim samo še z napovedjo rezultatov v okviru raziskave, torej pomladi bomo predstavili rezultate z področja ustvarjalnega mišljenja, ki je bilo v okviru raziskave PISA 2022 ugotavljeno prvič. Tako, toliko z moje strani. Več informacij pa lahko tudi najdete v poročilu, ki je tamle zadaj oziroma v izročkih. Najlepša hvala. Hvala, doktorica Šterman Ivančič. Sedaj pa prosim, državna sekretarka, za vaš prvi komentar na predstavljene rezultate, morda tudi v povezavi z ugotovitvami drugih dveh letos objavljenih raziskav in v luči potekajočih ukrepov. Tukaj je pa gumb za mikrofon. Hvala lepa. Na začetku se želim zahvaliti seveda dr. Šterman Ivančičevi in pa vsem raziskovalcem Pedagoškega inštituta za opravljeno raziskavo. Velika zahvala seveda tudi šolam, tako dijakom in dijakinjam, ki so sodelovali, učencem in učenkam, tista manjši skupini, ki je sodelovala še iz osnovnih šol, in pa seveda tudi koordinatorjem raziskave na šolah in ravnateljem. Brez njih tega ne bi mogli izpeljati. Še več, leto 2022 je še vedno leto, v katerih je COVID mahal z repom, zato izvedba ni bila tako samoumevna oziroma ni potekala tako kot v preteklih letih, ampak je bilo v izvedbo vloženega veliko več dela. Naj povem, da je Slovenija ena tistih držav, ki je uspela zagotoviti reprezentativen vzorec, kar vsem drugim državam ni uspelo. Tako da na začetku ena velika zahvala vsem, ki ste pri tem sodelovali. Mednarodne raziskave so nedvomno pomembne, ne samo zaradi samih podatkov, ki nam seveda predstavljajo oporo pri strateškem načrtovanju in seveda tudi ravnanju v prihodnosti, ampak tudi zato, ker predstavljajo pomemben glas, glas učiteljev, glas šol in predvsem glas dijakov, učencev. In to moramo izkoristiti seveda pri našem prihodnjem ravnanju. Rezultati seveda niso razveseljujoči v smislu, da beležimo na vseh treh zajetih področjih negativen trend, vendar se s takim trendom srečujejo tudi druge države OECD. In moram reči, da pred kratkim, ko sem se udeležila srečanja na temo izobraževanja na ravni držav OECD, sem zaznala tudi v primerih drugih držav nekakšno stisko, ki izhaja iz zavedanja, da potrebujemo spremembe in hkrati iz negotovosti, kako ravnati oziroma katere spremembe so tiste prave, predvsem pa kako podpreti sistem, da bodo vsi vključeni v področje vzgoje in izobraževanja te spremembe enako razumeli in jih tudi enako sprejeli in izvajali. Torej, strah pred spremembami je upravičen, po svoje seveda tudi zdrav, ker zaletavati se seveda ne smemo. Menim, da vsi nastavljeni procesi, prenov, tako nacionalni program vzgoje in izobraževanja, kot tudi potekajoča kurikularna prenova in modernizacija, da ne omenjamo posameznih strategij, ki naslavljajo ožja področja, kot je nacionalna strategija, na primer za bralno pismenost in podobno. V bistvu mislim, da vse v bistvu ob veliki previdnosti nekako želijo zastaviti spremembe v smer, ki bi trend našega v bistvu uspešnosti obrnil navzgor. Tisto, kar morda me posebej preseneča pri tej raziskavi, so v bistvu rezultati, ki kažejo na predvsem odnosni vidik. Torej, po eni strani odnos med učiteljem in učencem, na ta strah, ki ga mogoče kar spregledamo,
Druga zadeva je odnos do znanja oziroma nekakšna samozavest, ki jo je zaznati pri dijakih takrat, ko pride do priložnosti za uporabo kurikularnega znanja. Morda se tukaj kaže tudi ta naša velika naravnanost na storilnost in pa tudi na vidik ocenjevanja, ki se potem pogosto usmeri predvsem na vsebinska znanja, manj pa mogoče na procese. Predvsem govorim tukaj o miselnih procesih, zato posebej nestrpno pričakujem tudi rezultate, ki bo pokazali, kako je s kreativnim mišljenjem pač pri naših dijakih oziroma 15-letnikih. In seveda tukaj tudi tisto, kar morda me preseneča, je ta uporabnost znanja, ki dejansko stalno ostaja nekako v ozadju za izkazanim kurikularnim znanjem. Torej, v primeru matematike, čeprav so naši rezultati visoki, tam mislim, da je bil zelo poveden podatek, da so najbolj gotovi dijaki pri reševanju enačb, ko se pa soočijo dejansko z potrebo po enakem znanju, če tako povedamo, ampak v konkretni življenjski situaciji oziroma problemski situaciji pa njihova samozavest precej nižja. Zdaj moram reči, da smo že v letu 2018 zaznavali take razlike, torej tam, kjer smo imeli izkazano znanje zelo visoko, potem pa Slovenija, če govorim konkretno recimo o naravoslovni kompetenci, kjer so pa preverjali uporabno znanje, pa Slovenija precej niže na lestvicah. Torej, to verjetno je zelo, zelo pomemben signal v bistvu za to, da verjetno bo potrebno postaviti v ospredje ne toliko sam ocenjevanje nekega izkazanega znanja, ampak sam proces učenja in povratno informacijo tekom tega procesa, mogoče tudi odpiranju priložnosti med samim procesom učenja, ki bo seveda podprt s procesom poučevanja, da učenci oziroma dijaki uspejo poglabljati svoje znanje. Torej, ne toliko količina znanja, ampak kakovost znanja, ki naj bo v bistvu izgrajeno, povezano in predvsem usmerjeno nekako v globino. Seveda zato potrebujemo učitelje, ki nedvomno so že danes ustrezno usposobljeni, vendar ti učitelji potrebujejo tudi stalno podporo, potrebujejo gotovost, mir in mir seveda ne v smislu, da jih pustimo na miru, ampak da lahko kakovostno opravljajo svoje delo brez pritiskov laične javnosti. Tako da izobraževanje absolutno mora postati prioriteta te države, razvojna prioriteta države, kar pomeni ne samo več pogovorov in seveda deklarativna podpora izobraževanju, ampak tudi dejanska podpora tako v finančnem smislu, kot tudi s postavitvijo na lestvico prioritet, če lahko povem po domače. Mislim, da je naše izobraževanje dobro. Na koncu koncev, ne glede na negativne trende, lahko vidimo, da smo pri matematiki in pri naravoslovju zelo visoko, kar je absolutno dober podatek, ne glede na trend padanja. Večja uganka je pa bralna pismenost, ki moram reči, da se tudi z rezultate bralne pismenosti, ki smo jih srečali pri četrtošolcih, v bistvu nekako ujema in očitno je to neka šibka točka našega sistema, ki jo velikokrat v bistvu želimo sanirati tako, da pričakujemo več ur učnega jezika, več ur branja, več ur pouka, bom rekla, materinščine, ampak podatki kažejo, da tukaj neposredne korelacije ni. Torej, verjetno, če bomo želeli doseči izboljšanje na tem področju, bo potrebno spremeniti strategije poučevanja, kot sem že rekla, v podporo učenju tudi na tem področju. In bralna pismenost dejansko mora postati naloga vseh učiteljev oziroma vseh nas. Toliko za začetek. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, državna sekretarka. Zdaj pa prosim dr. Vinka Logaja za pogled na rezultate in poudarke, ki se vam zdijo potekajoči kurikularni prenovi pomembni za naslavljanje teh ključnih ugotovitev o šibkostih, ki smo jih videli, pa tudi morda v povezavi s prejšnjimi raziskavami. Hvala lepa. Lep pozdrav. Torej, morda en splošen komentar glede samih rezultatov zagotovo niso
takšni, da bi nas vodili k nekemu pretiranemu zadovoljstvu, čeprav bi želel pa vendarle poudariti, da smo pri matematični pismenosti še vedno nad povprečjem, ker lepo število točk nad povprečjem, da smo v povprečju ali malo nad tudi pri naravoslovni pismenosti, da imamo pa seveda z bralno pismenostjo pa z rezultati bralne pismenosti pa več problemov. Zato se odpirajo številni razmisleki tudi v zvezi z nadaljnimi aktivnostmi in morda tudi vprašanje, zakaj smo bili v preteklosti boljši, če beležimo negativne trende in kaj je tisto, kar nam povzroča v šolskem prostoru negativne trende. Zdaj, najbrž se vsi ne bodo strinjali z menoj, ampak če ugotavljamo, da nam je delež bruto družbenega proizvoda v zadnjih 10 letih za področje izobraževanja padel, ob tem, da se veča socialna funkcija šole, potem je najbrž en del odgovorov treba naslavljati tudi na to področje. Drugo je vprašanje glede teh negativnih trendov in pa samih rezultatov, ki kažejo na približno 75% učencev oziroma dijakov, ki dosegajo temeljna znanja. In pa nek trend navzdol ali pa odstopanje tistih učencev in dijakov, ki dosegajo najvišje ravni znanja in delež učencev, ki ne dosežejo temeljnih ravni znanja. Tu pa se mi zdi, da imamo nek izziv, prvič na področju sistema, kjer gre za prenovo kurikularnih dokumentov, nam rezultati analize učnih načrtov kažejo na preveliko število ciljev in standardov znanja, kar je bilo na nek način že omenjeno, da gre verjetno za preveliko količino in premalo poglabljanja znanja za doseganje višjih ravni znanja. Na drugi strani gre za način poučevanja, če zdaj gledamo z sistemskega dela, verjetno za neka drugačna didaktična priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki bodo usmerjena k večji aktivnosti učencev in dijakov, torej gre za sam način poučevanja, kar na nek način kažejo tudi rezultati PISA, ki ugotavlja uporabo znanj v konkretnih situacijah, ugotavljamo pa, včasih smo temu rekli, da učenci in dijaki obvladujejo reševanje avtentičnih problemov, kjer gre za prenos znanja v prakso. In odnosni del temu delu v kurikularni prenovi in pa razvoju socialnih kompetenc polagamo velik del pozornosti. Ta je na nek način odgovarja na relativno slabe rezultate ali pa na opozorila, ki jih ta raziskava daje v odnosu izobraževalcev do udeležencev v izobraževanju. Hkrati gre pa za neko širše področje, če zdaj pogledamo še rezultate raziskave o državljanski vzgoji, kjer nam na nek način družbena klima narekuje tudi določena prepričanja učencev in dijakov, ki jih
prinašajo tudi v šolski prostor in v povezavi s tem zaupanje v institucionalni del. Tu pa mislim, da smo za ta del širše odgovorni, tako mediji, politika, civilna družba v relaciji do šole, kot tiste javne inštitucije, ki je zadolžena za formalno vzgojo in izobraževanje in šolo kot eno temeljnih ali pa izobraževanje kot eno temeljnih podstati vsake družbe. Potem bi se dotaknil tukaj trenutne situacije, kjer gre za pomanjkanje kadra v šoli in pa tako rekoč menjave generacije in v povezavi s tem smo verjetno tudi v obdobju, ko pa bodo verjetno to izpostavili kolegi iz visokošolskega prostora, ko je treba pogledati tudi v izobraževanje oziroma usposabljanje bodočih učiteljev, ki z drugačnimi vrednotami kot pred 20-30 leti prihajajo v šolski prostor. In seveda, če ves vzgojno-izobraževalni proces se pa odvija v šolah, torej tu imamo zagotovo ravnatelje in učitelje, s katerimi je konkretno potrebno uskladiti in skomunicirati tudi pripravljenost za spremembe in potem tudi same spremembe na področju učenja in poučevanja in tudi na področju odnosnega dela. Podatek, da se učenci oziroma dijaki počutijo ustrahovani, delež takih, mislim, da je okrog 15% v raziskavi, zagotovo ni ohrabljujoč, je pa pri tem potrebno povedati ali pa izpostaviti tudi vlogo staršev in odnos zunanjega okolja do šolskega prostora. Tako da se mi zdi, da je to ena takšna zelo kompleksna situacija, kjer je potrebno na ravni države strateško naravnati določene aktivnosti, da obrnemo trend in se umeščamo nad povprečje članic OECD-ja. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Logaj. Nadaljujemo z doktorico Andrejo Drobnič-Vidic, ki jo prosimo za v luči njenega vašega dobrega poznavanja matematičnih nalog in v preteklosti v raziskavi PISA konkretno. V preteklosti ste tudi recenzirali mednarodno pripravljena izhodišča te raziskave. Nam lahko, seveda brez razkritja konkretnih nalog, ki seveda se jih hrani za nadaljne preverjanje v raziskavi, orišete morebitne razlike koncepta matematične pismenosti v raziskavi med letoma 2012 in 2022. Kot vemo, takrat sta se ta dva koncepta prenavljala in morda tudi v prekrivanju z našim slovenskim učnim načrtom. Prosim. Hvala. Če pogledamo samo definicijo matematične pismenosti v raziskavi PISA 2022, se ta ne razlikuje bistveno od matematične pismenosti v raziskavi 2012 ali pa tudi 2003, ko je bila matematika poudarjeno področje. Ključ in temelj je matematika v kontekstu, in približno enakomerno je ta kontekst razdeljen pri matematiki na osebni kontekst, poklicni, družbeni in znanstveni kontekst. In ko se učenec sooči s takšnim problemom v kontekstu, mora najprej ta problem prevesti v matematični jezik, nato rešiti matematični problem, in potem rešitev interpretirati nazaj v podani kontekst. In ta proces matematizacije je ključen tudi za uporabo matematike v vsakdanjem življenju. Pri tem je raziskava PISA
pri matematiki pač unikatna in se loči od drugih mednarodnih raziskav na tem področju. Seveda pa je torej 10 let dolga doba. Od 2012 do 2022 se je svet bistveno spremenil, predvsem kar se tiče digitalizacije. Tako da se tudi v nalogah v raziskavi PISA 2022 kaže odmik od računanja, od računskih postopkov, kar je pogosto prepuščeno računalniku, ali pa je že izvedeno v nalogi. Kaže pa se trend reševanja problemov v družbi, s katerimi smo pač vsi nenehno soočeni. Tako da nove naloge v raziskavi PISA predvsem preverjajo in so preverjale matematično mišljenje, tako pri osnovnih temeljnih nalogah matematične pismenosti, kot tudi pri tistih nalogah z reševanjem problemov. Prav tako je pa tudi poudarjeno računalniško mišljenje. To v nekaterih nalogah, kjer učence poprosijo, da pripravijo rešitev v taki obliki, ki bo primerna za računalnik, za delo človeka ali pa kombinacijo obeh. Zdaj, kar se tiče pa učnih načrtov, trenutnih v Sloveniji, ta matematika v kontekstu je vključena tako v gimnazijske programe v didaktičnih priporočilih, kot tudi v osnovnih šolah, kjer so tudi posamezni vsebinski sklopi temu namenjeni, vendar pa zaradi natrpanosti učnega načrta učitelji navadno ne najdejo časa za takšne matematične naloge v kontekstu, ker pač ta proces matematizacije zahteva več časa kot samo matematična naloga. Menim, da bo to z novimi učnimi načrti se moglo popraviti, še posebej, ker naj bi bili ti skupni cilji v novih učnih načrtih realizirani, kot so na primer zdravje in dobrobit, podjetništvo, trajnostni razvoj, digitalne kompetence, jezik. In pri vseh teh skupnih ciljih v matematiki lahko pridemo skozi s takšnimi uporabnimi problemi v kontekstu, kjer bo kontekst pač lahko ta eden od skupnih ciljev. Digitalne kompetence bodo mogle tako biti prevzete tudi k drugim predmetom. Pri matematiki bo pa potrebno več poudarka na algoritmičnem mišljenju. Seveda pa nič od tega ne bo mogoče realizirati, če ne bomo kakšnih zahtevnih računskih postopkov prepustili računalniku. Toliko na kratko. Hvala. Hvala, doktorica Drobnič-Vidic. Še ostajamo pri matematičnem izobraževanju. Doktorica Mara Cotič. Ob objavah rezultatov o bralni pismenosti četrtošolk in četrtošolcev ter državljanski vednosti osmošolk in osmošolcev smo za obe področji poudarjali, da poučevanje teh vsebin ne poteka zgolj in edino skozi en predmet v predmetniku, torej slovenščino in domovinsko in državljansko kulturo in etiko, ampak da je oboje treba razvijati tudi pri ostalih predmetih v šoli. Iz danes objavljenih rezultatov raziskave PISA smo videli, da so dosežki matematične pismenosti slovenskih 15-letnikov in 15-letnic po dolgoletni solidni stabilnosti nad povprečjem OECD začeli drseti z negativnim trendom. Kakšno je vaše razmišljanje o ozadju te ugotovitve in ali je prav razmišljati, da je poučevanje matematike del le enega predmeta, kot morda mislimo na prvi pogled? Hvala. Seveda ni prav, ne. Matematika ni sama sebi namen in tako matematična pismenost vpliva tudi na razvoj drugih pismenosti. Pomembno je, da začnemo matematično pismenost razvijati že v predšolskem obdobju, se pravi od predšolskega obdobja naprej. Tukaj ne mislim samo matematično pismenost, ampak vse ostale pismenosti in tako skozi osnovno šolo in skozi srednjo šolo.
Otrok v vrtcu in tudi v prvem razredu dojema svet celostno in ga ne loči na matematični svet, na naravoslovni svet, družboslovni, ampak ga dojema, kot sem rekla, celostno in zato moramo imeti holističen pristop oziroma celosten pristop pri poučevanju. Torej, moramo predmete medpredmetno povezovati. In tako se različne pismenosti se čisto naravno prepletajo med seboj. Matematična pismenost vpliva na vse druge pismenosti na dva načina. Tako preko matematičnih vsebin, kot tudi preko postopkov in preko strategij. Če bi naštela samo učne vsebine, ki so za vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo praktično enake, če pogledamo recimo aritmetika, prav gotovo je tle najpomembnejše število in ko je prej gospa govorila da zdaj je odmik od računstva, je pa zelo pomembno, da pri otroku in tudi kasneje razvijamo količinsko predstavo o številu, ker če nima razvite količinske predstave o številu, on lahko nekaj izračuna s pomočjo računalnika, je narobe in sploh ne zna oceniti, ali je narobe izračunal, ker nima količinske predstave o številu. Potem ravno tako algebra. Algebra predvsem zelo razvija logično mišljenje in pa tudi je povezava, recimo vzorci, ritmi, zaporedja, je povezava tako z likovnostjo kot z glasbo, športno vzgojo, geometrija, če pogledamo telesa, liki, črte, transformacije, skladnost, simetrija. To imamo čisto pri vseh pismenostih. Merjenje je disciplina, ki je najbolj medpredmetno povezana z drugimi področji, ne mislim samo s šolskimi predmeti, ampak z življenjem, tako ploščina, prostornina, dolžina, čas, denar, masa, temperatura. To so vsi pojmi, ki so nujni za razumevanje tudi in delovanje na drugih področjih. Potem je logika in jezik. Logika in jezik bi lahko izpostavila kot eno najpomembnejših vsebin, saj z logiko in jezikom začnemo tako v vrtcu kot v prvem razredu. In tukaj je dvoje. Najprej otroka učimo natančnega izražanja, ker logika in jezik zahtevata natančno in matematični jezik je natančen, strog, to je univerzalen jezik, ki uporablja simbole. In pomembno je tudi to, kognitivni procesi, ki so pomembni pri razvoju materinega jezika, so podobni kognitivnim procesom, ki so podobni pri razvijanju matematičnega mišljenja, seveda na osnovni ravni. Poleg tega logika razvija tudi mišljenje, tako kritično kot logično. Potem imamo še eno vsebino, ki je tudi, bi lahko rekla, izjemno pomembna za vsa področja, to je obdelava podatkov. To je statistika, verjetnost in kombinatorika. Statistika je prav gotovo vsebina, ki se medpredmetno povezuje, uporaba preglednic, uporaba prikazov stolpci, prikaz vrsticami, različne preproste statistične raziskave, interpretacija rezultatov in tako naprej. Potem imamo verjetnost. Jaz bi tle verjetnost posebej poudarila in jaz bi verjetnost že prej začela, tudi že v nižjih razredih osnovne šole, ker je zelo pomembna za razvoj nedeterminističnega načina mišljenja. Ker v verjetnosti je tako, da je nekaj zelo verjetno, ampak se ne zgodi. To je pa edina matematična disciplina, kjer dvovalentna logika odpove. Je prav, ni prav, In v bistvu šola v glavnem razvija deterministične sheme mišljenja. In čim pridejo otroci oziroma tudi odrasli, kjer se mora nedeterministično misliti oziroma tudi odločati, imajo težave tako otroci kot odrasli. Celo raziskave ugotavljajo, da imajo večje težave odrasli ali pa dijaki kot otroci, ker so v ta svet deterministični že pahnjeni, No in potem je še kombinatorika. Tukaj se gre pač za preproste kombinatorične situacije.
ki pa razvijajo, gre predvsem, bi rekli, ne gre za neko matematično disciplino v vrtcu, srednji šoli in osnovni šoli, no, srednji že nekako, ampak gre bolj za razporejanje različnih predmetov in razvija predvsem mišljenje. Kaj se je kaj odpelo? Kje je telovanje? Tako, no, mi smo rekli, da so, to sem čisto na kratko povedala vsebine, potem pa so zelo pomembni postopki in razne strategije, ki jih lahko iz matematike prenesemo na druga področja. Pri matematiki nekako izhajamo pri obravnavi pojma, ko upeljemo nek pojem, če se le da, ga upeljemo preko problemskih situacij, ki izhajajo iz otrokovega življenja, iz učenčevega življenja, dijakovega življenja, se pravi iz otrokovega sveta oziroma iz problemov, ki jih otrok živi. Ne bomo rekli, recimo, prvi seštevanec je 5, drugi seštevanec je 3, koliko je vsota, to je izven otrokovega sveta, ampak bomo rekli, ne vem, imam 5, zdaj bom tako prvi raz, 5 rdečih balonov, 3 rumene balone, koliko balonov imam skupaj, ne? Se pravi, res moramo izhajati iz njegovega sveta. Druga stvar, kar je zelo pomembna, da strategijo reševanja matematičnega problema tako lahko spontano prenašamo na reševanje vseh vrst problemov. Posledično na ta način razvijamo različne pismenosti. Recimo, ko se srečajo pri naravoslovju z nekim problemom, mi lahko prenesemo to iz strategije reševanja matematičnega problema. Najprej počasi preberi nalogo, ponovi nalogo s svojimi besedami, podčrtaj podatke, izpiši podatke, naredi načrt reševanja, reši nalogo, ker ni nujno, da je aritmetična, odgovori na nalogo in kaj je pomembno, še enkrat preberi nalogo, ali si jo prav razumel in poglej, če si jo tudi prav reševal. Torej, vse te postopke lahko prenašamo na druge vrste problemov. Še ni. Tako. Zdaj, tukaj sem tudi mislila poudariti to, da stalno je bilo, da problemi ne izhajajo iz življenja, iz pač nekega vsakdana. Zato moramo tukaj tudi razširiti matematični problem na druge vrste problemov, na take probleme, ki nekako se skladajo z realističnimi problemi. Torej, ti, ko imaš probleme v življenju, nimaš nikdar natanko toliko podatkov, kot je potrebnih za rešitev. Je res? Se pravi, mi moramo delati take probleme, ki imajo preveč podatkov, kot je potrebnih za rešitev. Probleme, ki imajo premalo podatkov, zvedeti, kje se dobi tiste podatke. Probleme, ki imajo več rešitev. Ker dostikrat je zakoreninjeno prepričanje, da ima matematika samo eno rešitev in da so vse druge napačne. Probleme, ki imajo različne poti do rešitve. Spet mislimo, da vedno je samo ena pot. Ni res, matematika je zelo kreativna, ne? In otrokom moramo dovoliti, da najde svojo pot do rešitve problema. Probleme, ki imajo nasprotujoče podatke. Velikokrat se zgodi, da je v nekem problemu napaka in moramo mi najti, kje je tista napaka, popraviti napako in potem rešiti problem. Torej, če jaz zaključim, matematiko moramo pri učencih graditi tako, da začutijo, da je ta pomembno orodje v njegovem življenju. Ker če oni ne začutijo, da je matematika potrebna v njegovem življenju, torej v njegovem otroškem življenju, ne mu govoriti, da matematiko bo uporabljal kot odrasel človek. On jo mora uporabljati že kot otrok, kot dijak, kot učenec, ne? Lahko bi še govorila, ampak ne bom. Sem pa slučajno brala, slučajno sem pa v soboto brala sobotno prilogo in sem brala enega italijanskega teologa in filozofa in se mi je zdela tako dobra ena misel, ki je mogoče malo sladka za vas, ampak jo bom vseeno prebrala.
Optimizem svet spreminja na bolje. Kdor verjame v sočloveka, vzbuja željo po spremembi, daje upanje. Le pomislite na profesorja, ki verjame v svoje študente, v svoje dijake, v svoje učence in strastno opravlja svoj poklic. Uspeh študentov je naravna posledica dijakov in tako naprej, je naravna posledica in obratno. Če vanje ne verjame, ne stoji za svojo stroko. Recept za neuspeh. In tle bi zaključila tako, da moramo, že pri učencih govorimo, da moramo zagotoviti spodbudno in varno učno okolje, enako moramo zagotoviti spodbudno in varno okolje učitelju, da bo deloval s vso svojo strastjo in zaupanjem do dijakov. Ker mislim, da je zaupanje tisto, ti moraš zaupati svojim učencem, da lahko delaš z njimi, ne? In moraš strastno rad imeti svoj poklic. Tako in se mi je zdelo to ravno za zaključek. Hvala, doktorica Čotič, in se opravičujem za tehnične težave, ki kaže, da čakajo na svojo priložnost. Nadaljujemo z branjem. Doktorica Fras Popovič, v teh rezultatih se kaže, se kaže še posebna ranljivost bralne pismenosti v Sloveniji. V raziskavi PISA smo namreč videli padec te pismenosti že v letih 2009 in 2012. Letos pa razkrivata ta padec obe mednarodni raziskavi, torej za četrtošolce PIRLS in za 15-letnike PISA. Iz dodatne analize odgovorov staršev četrtošolcev tudi vemo, da lahko vidimo, da slovenski starši v primerjavi z starši drugih držav, nekaterih drugih držav, manj radi berejo oziroma niso tako zelo navdušeni nad branjem. Nam lahko kot strokovnjakinja za branje in knjižničarstvo podate svoje mnenje o ozadju te ranljivosti? Prosim. Branje je odnos. Tako kot smo zdaj ugotovili, da tudi matematika je odnos in tukaj se potem branje in matematika srečata. In kakorkoli obrnemo, vzgledi vlečejo. Če odrasli ne beremo, tudi mladih ne moremo povabiti na ta vlak branja. Raziskava, ki je bila upravljena leta 2016 med odraslimi, je pokazala, da vsak četrti odrasli ne more, ne zna in ne zmore funkcionirati v življenju, zato ker njegov nivo bralne pismenosti, funkcionalne pismenosti ni ustrezen. Kar seveda se lepo poklopi ta zadeva. Prijetno mi je bilo poslušati predhodnike, ki so tako izpostavili odnosni vidik, izboljševanje na celem področju, nalogo vseh nas. Branje je nekaj, kar nas povezuje čisto vse. In branje ni stvar samo in predvsem šolskega prostora. Je stvar vseh, v vseh ustanovah. In tukaj se knjižnice, zdaj, če se pogovarjamo o visokošolskih, šolskih in splošnih knjižnicah, v mreži srečamo na poti do mladega bralca. Kaj je danes drugače, kot je bilo 20 let nazaj? Mlad bralec in svet okrog njega. Mladi nas dostikrat ne poslušajo, ko jim kaj rečemo, sploh v tej starosti, ko so odgovarjali in sodelovali, torej pri 15 vemo, da imajo delno zaprto slušnost, ko jim odrasli kaj rečemo, ampak nas opazujejo, vidijo nas. Knjige, pot do knjige in pot do branja naj ne bi bila pot stran od njihovega življenja. Naj ne bi bila na njihovi stran poti, ampak na avtocesti. Torej, da se zaletijo vanja. In ustvariti priložnosti, da se o tem veliko govori in ozavesti pomen branja, ne samo kot prostočasnega branja, ampak kot osnovo za funkcioniranje v življenju na vseh področjih, ker nenazadnje tudi matematično nalogo je treba najprej prebrati. In danes ta generacija staršev bo za uspeh otroka naredila vse, celo brala. Samo potrebno jim je to ozavestiti, predstaviti in povedati. Kar pa pomeni, da je potrebno, da vse ustanove, vsi strokovnjaki, vsa ministrstva stopimo skupaj na pot do ne samo boljše bralne pismenosti, ker vemo, da je to povezano, ampak tudi do bralne kulture, ki v sebi skriva motivacijo. Vemo, da enega brez drugega ni,
ampak graditi samo na zunanji motivaciji, na točkah, na tekmovanjih ne prinese rezultatov na dolgi rok. Prebuditi moramo notranjo motivacijo. Tisto, ki jo branje potem včasih usahne, včasih ne. Brali nikoli v prostem času ne bodo vsi in ne bomo vsi. Potrebno je pa ozavestiti potrebo po branju, da lahko funkcioniramo. In ja, kaj je drugače danes? Mladi potrebujejo iskrenost in pristnost, potrebujejo spoštovanje brez pokroviteljstva, da branje peljemo z njimi in ne samo za njih, in pa to moč izbire ter umikanje besede morati. Rezultati takšni, kot so, seveda nismo veseli, so pa priložnost za pogovor, za drugo pot. In 1. novembra je Ameriško združenje knjižničarjev, torej ALA, objavilo poročilo o bralnih navadah dveh generacij. Torej milenijcev, ki so stari med 26 in 40, tudi torej že nekateri verjetno starši, in pa generacije Z, torej med 13 in 25, ki je prva generacija, ki je rojena z rednim dostopom oziroma rojena v ta mobilno računalništvo. In ti rezultati so optimistični. Vedno več mladih, oziroma opazen delež več mladih bere in kupuje knjige na redni bazi. So lokalno zavedni, torej zavedni, kupujejo knjige v lokalni knjigarni, obiskujejo svojo krajevno knjižnico, izrazili so različen odnos oziroma percepcijo šolske knjižnice in splošne knjižnice. Blazno radi imajo stripe in, kar je zanimivo, ne čutijo potrebe potem, da se bi identificirali kot bralci. Berejo tako, kot dihajo. Seveda, do tega je svoja pot, prav je, da govorimo o branju, vsekakor pa ta optimističen rezultat, ki je bil upravljen res na velikem vzorcu, morda kaže to, da je potrebno samo ne obupati. Mislim, da je čas potekel. Najlepša hvala, doktorica Fras Popovič. In prvi krog, še se dotaknemo krovnega pogleda na izobraževanje in morda iskanje rešitev. Doktor Vogrinc, kot sem rekla uvodoma, vas bomo najprej povprašali glede nacionalnega preverjanja znanja in potem nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja. Torej, vsako leto v 6. in 9. razredu trenutno osnovne šole poteka nacionalno preverjanje znanja iz matematike in drugih predmetov, v okviru katerega vodite državno komisijo. V letošnjem letu pa torej vodite tudi nacionalni program vzgoje in izobraževanja, ki se torej ob svojem zaključevanju sedaj sooča še z rezultati sedaj predstavljenih rezultatov mednarodnih raziskav. Prosim torej za vaš komentar teh rezultatov, morebitnih pozadij, pogledov na ozadje in v luči poznavanja nacionalnega preverjanja znanja in potem v luči poznavanja razprav pri delu z nacionalnim programom, katere poudarke ali usmeritve bi morda že lahko predstavili za naprej. Hvala lepa. Torej, lepo pozdravljeni. Najprej kratek komentar ali pa moje videnje teh dosežkov. Jaz bi pravzaprav rekel, da so dosežki slabi, vsaj zaskrbljujoči. Če se lahko na področju matematične in naravoslovne pismenosti nekako tolažimo še s tem, da smo nad povprečjem OECD-ja, sploh na področju naravoslovne pismenosti pravzaprav zelo visoko, je ta negativni trend, ki je bil izpostavljen, tisto, kar je zaskrbljujoče. Res je, da je negativen trend opaziti tudi v območju OECD-ja. Ampak tisto, kar je bolj zaskrbljujoče za našo državo, je, da je pri nas večji padec, kot je povprečje v OECD-ju. In to je vsekakor tisto, kar nas lahko skrbi. Na področju bralne pismenosti pa pravzaprav nimamo prav nič, s čimer bi se lahko tolažili, ker je padec velik, ker smo pod povprečjem OECD-ja in ker pravzaprav opažamo res slabo stanje pri naši populaciji učencev.
Jaz bom celo rekel, da me ne preseneča, da smo tudi na področju matematične in naravoslovne pismenosti padli, morda tudi zaradi bralne pismenosti. Namreč to, kar mi opažamo pri nacionalnem preverjanju znanja že vrsto let, je, da so povprečni dosežki pri vseh predmetih, pri tistih nalogah, kjer je več besedila, kjer morajo učenci razbrati neke podatke, izluščiti neke podatke, bistveno slabši, kot pa pri tistih nalogah, recimo pri matematiki, kjer morajo pokazati zgolj znanje nekega matematičnega izračuna ali pa pri fiziki ali pa pri kakšnem drugem predmetu, kjer pravzaprav imamo bistveno krajše naloge in kjer pravzaprav učencem ni treba natančno prebrati ne navodil in ne besedila. Tako da absolutno se strinjam s to mislijo, ki je danes nekako že bila tudi izpostavljena. Bralna pismenost je pravzaprav temelj vsega. Je temelj učenja in je pravzaprav tudi temelj znanja drugih predmetnih področij. In če ne bomo napredovali na področju bralne pismenosti, potem bomo pravzaprav padali tudi na vseh ostalih področjih. Kot sem že omenil, analiza torej za nas, ki se ukvarjamo z nacionalnim preverjanjem znanja in že vrsto let spremljamo te podatke, ne morem reči, da bi nas ti rezultati presenetili, ki so danes bili predstavljeni, zaradi tega, ker tudi nacionalno preverjanje znanja že vrsto let nakazuje na težave, ki jih imajo učenci, torej predvsem na področju bralne pismenosti. Izpostavljena je bila razlika med spoloma na področju bralne pismenosti. Zopet lahko samo potrdim, nič novega. V letnih poročilih o nacionalnem preverjanju znanja vsako leto, že mnogo let, izpostavljamo zelo veliko razliko v dosežkih učenk in učencev. Seveda učenke dosežejo v povprečju višje število točk, več učenk najdemo med najvišjimi dosežki in seveda velja tudi obratno. Učenci dosežejo v povprečju nižje število točk in več učencev najdemo na tistih nižjih dosežkih na področju slovenščine. Kaj še pokažejo nacionalni preizkusi znanja? Pokažejo, da so v Sloveniji razlike v dosežkih med šolami zelo majhne in da so bistveno večje razlike znotraj posamezne šole. To z drugimi besedami pomeni, da naše šole delajo približno enako in da razlike, ki se pojavljajo med učenci, so torej posledica individualnih razlik, do katerih pride med posameznimi učenci. Zato tudi ni presenečenje, da ko pogledamo analizo nacionalnega preverjanja znanja, med regijami v Sloveniji ne opazimo bistvenih razlik. Če pa pogledamo več let zapovrstjo, kaj se dogaja z dosežki v posameznih regijah, pa vendarle lahko ugotovimo, da imamo obalno-kraško regijo, zasavsko regijo in pa koroško regijo. To so tiste regije, ki se običajno torej katerih učenci se običajno uvrščajo med najnižje dosežke. Na drugi strani pa imamo osrednjeslovensko regijo in pa gorenjsko regijo, kjer pa so po povprečnih dosežkih učenci običajno na samem vrhu. Razlike torej niso bistvene, niso velike, ampak vendarle nek trend iz večletnih primerjav pa je opaziti. Zdaj, jaz seveda bi spet omenil letno poročilo, ki ga vsako leto pripravimo na osnovi analize dosežkov nacionalnega preverjanja znanja in bom rekel, mi je pravzaprav žal, da se očitno ta priporočila, ki jih napišemo, ne obravnavajo bolj resno in da na osnovi tega ne pride do nekih večjih sprememb v naši pedagoški praksi.
Namreč, če bi prišlo, sem pravzaprav prepričan, da se danes ne bi pogovarjali o slabih dosežkih na področju bralne pismenosti. Zdaj, če recimo samo izpostavim par besed, par navodil oziroma usmeritev, ki jih imamo, recimo smo zapisali, da naj učenci pri pouku vseh predmetov rešujejo naloge, ki preverjajo globlje razumevanje besedila in samostojno tvorjenje jezikovno pravilnih krajših besedil. Da se jih naj spodbuja k razumevanju besedila kot celote, ne le posameznih odstavkov, k povezovanju podatkov iz raznih delov besedila, k prepoznavanju, luščenju iskanih podatkov iz niza več podobnih, k primirjenju več besedil in k temu, da neko trditev ali mnenje utemeljijo s podatki iz besedila. To so recimo konkretna priporočila iz letnega poročila, ki jasno sporočajo, bralna pismenost ni nekaj, kar je stvar slovenščine. Oziroma bom rekel, ni samo stvar slovenščine, ampak je stvar vseh predmetov. Pisanje odgovorov, argumentiranje odgovorov, ki jih učenci izberejo, to je pravzaprav tisto, kar tudi PISA pokaže in druge mednarodne raziskave, da so naši učenci slabi. In še enkrat poudarjam, oblikovanje odgovorov, daljših sestavkov, odgovarjanja v obliki celih povedi, to pravzaprav se ne pričakuje samo pri slovenščini, ampak mora biti zahteva čisto vsakega predmetnega področja. Recimo v letošnjem poročilu na to opozarja tudi predmetna komisija za matematiko, kjer jasno zapišejo, ob reševanju besedilnih nalog naj učenci uporabljajo različne strategije branja z razumevanjem in strategije reševanja, vključno s sistematičnim poskušanjem. Se pravi, samo kot primer tudi nekega drugega predmetnega področja sem želel navesti, da se zavedajo tako tisti, ki sestavljajo nacionalne preizkuse znanja, kot učitelji, da je potrebno pozornost k bralni pismenosti dejansko namenjati čisto pri vseh predmetnih področjih. Omenjen je bil tudi nacionalni program vzgoje in izobraževanja. Mi smo seveda resno vzeli tudi analize nacionalnih preizkusov znanja, zato nismo čakali z razmisleki o tem na dosežke PISE. Imeli smo pred kratkim tudi javno predstavitev mnenj v Mariboru, ki je bila namenjena ravno bralni pismenosti, tako da smo poskušali pridobiti še poglede stališča drugih, ki se s tem področjem ukvarjajo, ne samo tistih, ki so neposredno vključeni v pripravo našega programa. Ne morem našteti dokončnih ukrepov, ker še to ni pripravljeno do te mere, ampak lahko pa vendarle nakažem smer razmisleka. Se pravi, tisto, o čemer, ali pa bom rekel, naše izhodišče je zavedanje, da je bralna pismenost nekaj, kar pravzaprav je potrebno razvijati vse življenje. In začenja se s predšolskim obdobjem, ko mora biti poudarek na razvoju predbralnih spretnosti. Danes je že bilo izpostavljeno, če želimo, da bodo otroci razvijali bralno pismenost, da se bo to začelo razvijati že v obdobju predšolske vzgoje, potem je nujno potrebno ne samo vzgojitelje usposobiti, motivirati za to, ampak pravzaprav o tem ozavestiti tudi starše. Zelo pomembno je, da govorimo dejansko o kulturi branja. Ravno tako kot neka spretnost branja je tudi danes že bilo izpostavljeno, je pomemben odnos do branja. In če bodo otroci videli svoje starše, kako berejo, če bodo brali skupaj, potem seveda bodo tudi otroci začeli razvijati pozitiven odnos do branja. Enako velja tudi za učitelje. Tudi učitelji morajo biti seveda vzgojitelji, učitelji in vsi drugi zgled učencem, ravno tako na področju branja. Potem bi izpostavil ponovno to zavedanje, ki mora biti prisotno pri vseh, da torej razvoj bralne pismenosti ne more biti omejen samo na slovenščino, ampak da je to stvar vseh predmetnih področij. Tukaj malce presegam nacionalni program, pa bolj posegam na področje kurikularne prenove. Vsekakor se pričakuje, da bo eden od splošnih ciljev kurikula tudi razvoj bralne pismenosti.
Potem pa je seveda potrebno se tudi vprašati, kaj se pa dogaja na sistemskem nivoju trenutno v zvezi s tem in seveda tudi na nivoju pouka. Konkretno, kaj mislim, potrebno se vprašati, kakšne delovne zvezke uporabljajo naši učenci, kakšne učbenike imamo trenutno, kakšna navodila dajejo učencem učitelji za domače naloge. Trenutno imamo občutek, da je najpomembnejše, ko se oblikuje učbenik, to, da je privlačen, da je zelo barvit in da čim manj zahteva od učenca. Če bomo nekako vztrajali še naprej na tem, da bodo učenci odgovarjali v obliki posameznih besed, da bodo kaj pobarvali ali pa povezali, na ta način bralne pismenosti ne bomo razvili. Jaz se spomnim še svojega šolanja, ko smo pisali spise, pa so bili popravljeni, pa je bilo potrebno narediti popravo, pa če si naredil v popravi napako, si moral delati popravo poprave, dokler nisi napisal pravilno. Danes pričakovati nekaj takšnega verjetno pomeni, da boš obtožen, da si nasilen do otroka in da preveč zahtevaš od otrok. Ampak zato, da nekaj znaš, zato moraš seveda tudi vložiti nekaj truda. Drugače pač znanja ne more biti. Tudi glede standardov znanja, mislim, da morajo biti zelo jasno oblikovani, da vsak učitelj natančno ve, kaj se pričakuje od otroka, ki zaključi določen razred, zaradi tega, ker potrebuje tako otrok, kot tudi učitelj jasne usmeritve, kateri učenec še potrebuje pomoč na nekem področju. Zelo sem zadovoljen, da smo po več letih naporov dosegli to, da je trenutno v proceduri sprememba zakona o osnovni šoli, ki prinaša nacionalno preverjanje znanja v 3. razred osnovne šole. Naš namen pred leti je bil ravno to, identificirati s pomočjo nekih drugih preizkusov, ne samo internih preizkusov, ki jih uporabljajo učitelji, tiste učence, ki imajo težave na področju bralne pismenosti. In to je namen nacionalnega preizkusa v 3. razredu osnovne šole. Zakaj smo si za to prizadevali? Ravno zato, ker smo se že prej zavedali, kje so težave. Težave so dejansko pri bralni pismenosti. Žal, nisem povsem zadovoljen s tem, kar se je trenutno zgodilo v postopku potrjevanja zakona o osnovni šoli, da je ponovno prišlo do izjeme, se pravi, da v 3. in 6. razredu osnovne šole nacionalni preizkusi znanja niso obvezni za zasebne šole in šole, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih. Upam, da bo tudi današnja predstavitev rezultatov, bom rekel politikom, zato ker to je bila politična in ne strokovna odločitev, dala jasno sporočilo, da si država ne more privoščiti, da ostane en del učencev, če tudi ne velik, ampak vendarle en del učencev izven preverjanja bralne pismenosti v 3. razredu osnovne šole. Torej, potrebujemo jasne povratne informacije, kaj se dogaja, kako uspešni smo na tem področju za celotne generacije. To ne pomeni samo nacionalno preverjanje znanja, ampak sodelovanje naše države v vseh mednarodnih raziskavah, da slučajno ne bomo spet prišli do kakšne ideje, ki je že kdaj bila prisotna, da se zaradi slabših dosežkov raje umaknemo iz mednarodnih raziskav, kot pa da se soočimo s tem, kar pravzaprav nam podatki sporočajo. Hvala. Hvala. Zdaj prvi krog bogate razprave zaključujem še s prošnjo doktorici Klavdiji Šterman Ivančič za kratek komentar. Vmes pa prosim udeležence v dvorani, če pripravijo kakšno iztočnico, vprašanje, pol ure bomo imeli še časa za razpravo na ta način. Prosim, doktorica Ivančič. Najlepša hvala. Torej, rada bi izpostavila dve stvari. Najprej se vsem
tukaj udeleženim zahvaljujem za res tehtne komentarje, vaše razmisleke in tehtne pomisleke. Kar je zelo ostalo z mano, je naslednje. Torej, raziskava kaže dve stvari oziroma dve pomembni področji. Kaže na padec v samem znanju in kaže tudi na prostor za izboljšave na področju spremljajočih dejavnikov dosežkov, predvsem kakovosti medosebnih odnosov v našem izobraževalnem sistemu. Kar ne bi rada, je dvoje. Prvič to, da znanje in odnose razumemo kot dva ločena pola znotraj samega izobraževalnega sistema. Kot je bilo danes že rečeno, odnosi so pomemben del krepitve znanja, učenci se učijo skozi odnose in tudi znanje srkajo vase preko učitelja, tudi preko odnosa z učiteljem. Torej, to je pomemben del tako motivacije kot samih učnih dosežkov. In ta dva procesa oziroma te procese težko razumemo in tudi bi bilo mogoče napačno, da jih obravnavamo kot ločene. Tudi pri sami pripravi nacionalnega programa in v kurikularnih prenovah se mi zdi pomembno, da je ta zavest prisotna. Kot drugo bi rada izpostavila naslednje. Ti rezultati, ko jih tako predstavljamo in ko govorimo o njih, nikakor ne bi rada, da so razumljeni kot kritika učiteljem, da nimajo zadostnih odnosnih kompetenc oziroma da počnejo vse narobe in da je nekaj narobe z njihovim načinom poučevanja. V projektih, ki jih izvajamo na Pedagoškem inštitutu za krepitev odnosnih kompetenc učiteljev, učitelji poročajo, da so to vsebine, ki jih potrebujejo, da potrebujejo podporo na teh ravneh, da se na dnevni ravni v učilnicah zaradi družbenih sprememb in vseh tudi sprememb na področju poučevanja, da imajo težave pri soočanju z naslavljanjem tako razlik med učenci, z priseljenci v izobraževalnem sistemu. Torej, so različna področja na tem področju, o katerih se ne govori in ki jih učitelji težko naslavljajo in bi si zelo želeli podpore na tem področju. Zato se mi zdi nujno, da se te vsebine vpeljejo tudi v samo zgodnjo usposabljanje naših učiteljev. Torej, že na samem začetku, da se jim nudi podpora tudi z tega vidika. Ker ponovno odnosi in odnosne spretnosti so pomemben del in bi morali biti pomemben del našega sistema, ker če samo povzamem en zelo znan rek, torej učilnica danes je družba jutri. In mi se res moramo znati vprašati in mislim, da je čas, da se vprašamo, kakšno družbo si želimo in da se tega zavedamo. Pri tem mi zelo odzvanjajo tudi rezultati zadnje raziskave državljanske vednosti, ki kažejo, da naši mladi zelo težko oziroma pod povprečjem tudi naslavljajo te razlike med spoloma. Odnos do priseljencev, recimo, je bolj negativen. Vse te reči, kjer se kaže, da pač imamo v šolah tudi težave z pogovorom o teh vsebinah. Toliko. Najlepša hvala. Hvala. Kot rečeno, zdaj odpiram možnost razprave z občinstvom. Kolegice vam bodo ponudile mikrofon, tako da prosim se javite z dvigom roke ali kako drugače. Opravičujem se polovici dvorane, ki kažem hrbet, ampak bo kolegica vas tudi opazila. Ja, tamle je. Prosim. Hvala lepa. Bom prekinila tole tišino dvorane. Prihajam z ministrstva za vzgojo in izobraževanje, sicer sem pa pedagoginja starega kola.
In mi je zelo všeč, da smo na neki način prišli do tega pogovora, kako pomembna je motivacija za učenje. Namreč to je ena od najbolj bistvenih reči in komponent učenja. In se mi zdi, da v tistih starih časih, mojih še, ko smo se pogovarjali o liku in vlogi pedagoga, je bilo pravzaprav na prvem mestu, da tisti, ki se odloča za ta poklic, mora imeti otroke rad. Vse naprej seveda je povezano z vsebino in znanjem in ta radost ali pa veselje ali pa motivacija mora potekati v enem takem zaupnem, varnem okolju. In mislim, da je to tisto, kar mogoče res v vsej tej dirki za nekimi rezultati, ki so merljivi, ki so družbeno sprejemljivi in ki kažejo uspeh, pozabljamo na to, da je najprej mogoče uspeh to, da smo prijazni drug drugega in da sprejemamo drug drugega takega, takšni kot smo. In verjetno, da je to en premislek, hvala za vse tele pravzaprav ugodne besede, sem zelo z veseljem poslušala matematično gledanje, kaj pravzaprav povzroča pismenosti in seveda vse te detajle, ki ste jih našteli, hvala lepa. In zdi se mi ključno, da gradimo učitelja, ki bo v resnici poudarjal to, kako pomembno je, da so otroci sprejeti v šolskem prostoru. Nekoč sva s kolegico sanjali o tem, kako bi dali naslov novi strategiji vzgoje in izobraževanja radost in seveda razveseljevanje. In to se mi zdi, ampak to je bilo v kabinetu, nepomembno, mogoče je bilo pa odra, je bil pa to en čas, ko smo poslušali doktorja Trontla, ki ga gotovo poznate, sicer medicinec, ampak on je takrat poudaril v tistih letih, ko je predaval našim ravnateljem in vodstvenim delavcem šol, predvsem to, da ne smemo zamuditi razvojnih obdobij. In razvojna obdobja so tiste, o katerih ste danes govorili in se mi zdi ključno, da se mogoče fokusiramo v nadaljevanju, razmišljamo prav na to, pa seveda kvantiteta oziroma količina in kakovost podatkov, informacij, strukture, pa strukture poučevanja, didaktika in nekaj, kar smo v zadnjih 10 letih se mi zdi kar malo pozabili, da bi morala prva forma učitelja oziroma tistega, ki se spravlja k načrtovanju učnega procesa. Hvala lepa. Hvala lepa za to mnenje. Lahko kar nadaljujemo z mikrofonom. Ja. Lepo pozdravljeni, čakam Zavoda za šolstvo. Jaz bi kar nadaljevala tu, kjer je kolegica prej končala, namreč z didaktiko. Ker to, kar je dr. Štermanova izpostavila, nekako pomembno je treba graditi na odnosih, razumevanja, podpore, skratka na spodbudnem učnem okolju in dobrih povezavah med učiteljem in učencem, tega preprosto ni mogoče zgraditi, kolikor ni didaktika tudi temu na nek način naklonjena. Namreč učence je treba preko didaktičnih strategij, ki vključujejo pač otroka tudi v faze učnega procesa, skoraj kot enakovrednega sogovornika, da nekako skupaj participiramo skozi učni proces, tako pedagoški delavci kot učenci, na tak način lahko vzpostavljamo te odnose. Ne da se jih vzpostavljati posebej pri nekih predmetih, ampak to gre skozi učno vsebino in skozi didaktične poti, ki otroka slišijo, ki ga otroka vključijo glede na njegove predispozicije, glede na ambicije, glede na interese in tako naprej. Skratka, slišati drug drugega, jaz mislim, da je tukaj še veliko rezerve in bo zelo dvignilo motivacijo in seveda tudi dosežke, ampak vendarle pri dosežkih se pa da še marsikaj zelo konkretno delati na ravni pismenosti, kot sem rekla že na posvetu v Mariboru, namreč zelo dobrodošli so tovrstne raziskave, ki smo jih danes slišali, pa smo jih slišali že tudi tekom leta, tako zaprli in tako naprej,
ampak učitelja je treba navajati, da svojo učinkovitost sproti spremlja. Jo spremlja, vidi, kako je bil učinkovit, a je bil razumen ali ni bil, pri kom je bil, pri kom ni bil, kdaj se nekdo dolgočasi v razredu, kdaj nekomu bilo že to preveč. Skratka, videti tako skupino v razredu kot posameznike, ki nekako odstopajo po zmožnostih, po interesu, po motivaciji. Tukaj imamo tudi še ogromno rezerve in če bomo delali na tak način in potem vse to delo na področju pismenosti še tudi vizualizirali, da bomo kakšno strategijo uporabili zraven, ponazorili podatke, učili otroke, da je treba imeti svinčnik ob sebi, risati organigrame, preglednice, karkoli, skratka, na tak način bomo lahko naredili večje korake naprej. Nenazadnje smo to že izkusili v enem projektu. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Vprašanje? Morda dokler ostali razmišljate, jaz ponudim panelu za morda drugi krog, kdor bi imel morda željo, da odgovori morda na tole iztočnico. Govorimo o potrebi izboljšanja na področju branja, tudi matematike, vidimo, tudi pri naravoslovju ne smemo zanemariti trendov. Govorili smo tudi za udeležence na Zoomu, se opravičujem, nam tehnične možnosti ne omogočajo tako idealne povezave z mikrofoni, ampak govorili smo iz občinstva o pomenu didaktike in odnosih. Moja misel pa je, da hkrati pa prihaja umetna inteligenca in verjetno se ne bo izognila šolskemu prostoru. Mislim, da zagotovo se že sedaj ne izogiba šolskemu prostoru. Bi morda kdo iz naših gostov v panelu ponudil razpravo na to temo? Pa če zraven še ponudim tudi, kje v teh rezultatih, kot smo jih videli danes, ostalih raziskavah, drugih raziskavah, kje v povezavi s tem ali posebej pogledati morda globlje, kaj morda še bolj raziskati, da bomo dogajanje, kot se odraža v raziskavah, bolje razumeli. Vidim pa doktorico Fras Popovič, da se ponudi. Ja, umetna inteligenca je že v prostoru šolskem in tudi širšem in verjetno morda še najbolj pri pisanju pa branju in pri kakšni opciji copy-paste, ker ni pomembno, da kopiramo, ampak kapiramo. In seveda umetna inteligenca ne zna argumentirati. To je tisto, kar prenese branje. Prej smo slišali, da je v življenju marsikdaj nimamo podatka vseh, ko se odločamo. Knjige prenašajo mnogo podatkov in odkrivajo različne poti, kako priti do teh. In argumentiramo lahko nekaj samo, če imamo dovolj besednega zaklada. Pa to vemo že vsi. Ampak če znamo potem prepoznati svoje čustva, svoje misli. Ne? Tako da iz ene, ki je osnova, kar smo danes ugotovili, bralne pismenosti, pridemo do matematične, pa pridemo do čustvene, pa še kakšne. Cvetenja ne moremo prisiliti, lahko pa ustvarimo pogoje. In mislim, da je to ena od sprememb, tudi sama se dostikrat vračam, kako je bilo, ko sem jaz bila v šoli. In mislim, da današnji čas hitrosti ustvarja en nov trend učenja, mikroučenja na malih stvarih. Če danes v šoli ne popravljamo spisov in ne delamo poprave, pa smo to delali tudi pri matematičnih testih, ne vem, morda popravljamo SMS-e otrokom. Torej, branje in vse te stvari so del življenja in posegajo v to. In mladi danes živijo v tem svetu, ki je za nas vzporeden svet, torej svet socialnih in drugih omrežij, to je za njih primaren svet. In tudi tam se izražajo. Tako da umetna inteligenca, ki je prisotna, jo bodo uporabljali nesmiselno oziroma neustrezno, če ne bomo ozavestili, kaj je spet plus in kaj je minus. Ker temu se ne moramo izogniti. Tako se ne moramo izogniti pametnim telefonom. Če bi bila zdaj malo provokativna, bi vprašala, koliko od nas ima danes zraven pametni telefon. Ali je morda kdo, ki ga nima, koliko od nas ima danes zraven knjigo.
to je realnost. To so okoliščine, ki so drugačne od tega, kako je bilo pred 20 leti. Hvala lepa. Hvala lepa. Doktor Logaj, izvolite. Morda samo en kratek pogled v zvezi z umetno inteligenco. Sam jo vidim kot orodje, najbrž pa nihče ne ve, kam bo posegla v naslednjih obdobjih. Ampak želel sem nekaj drugega. Glede na to, da je bilo danes izpostavljenih cel kup področij, bi vendarle še enkrat opozoril na kompleksnost sistema, da ne bi vse naslavljali na učitelje. Učitelji so samo tisti prvi ali pa zadnji v verigi do učencev. Namreč pogosto, ko razmišljamo o tem, kaj postaviti v šolski prostor in naslavljamo spreminjanje dela in odnosov v šolah, se mi zdi, da je potrebno imeti pred seboj scenarij 45-minutne ure učitelja, ki ga 5-krat na dan, vsak dan v tednu, 190 dni v šolskem letu, ponovi z različnimi učenci in dijaki, z 28 učenci v razredu, z popolnoma nepredvidljivimi situacijami in ozadji, ki jih prinašajo učenci tudi iz svojega družinskega okolja. Zato se mi zdi tako pomembno poudariti to kompleksnost vzgojno-izobraževalnega sistema in dolžnosti vseh deležnikov na posameznih nivojih za tisto končno podporo in izhodišča. Danes smo veliko slišali tudi o branju, odprlo se je vprašanje delovnih zvezkov. Ali se upamo na glas povedati, da za povečanje bralne pismenosti v določenem obdobju za določeno skupino otrok pri določenih predmetih v šoli naj ne bi uporabljali delovnih zvezkov. In to na ravni sistema tudi regulirati. Dokler je izbira prosta, poznamo zakonitosti trga, so tudi učitelji v tem delu marsikdaj postavljeni v milost in nemilost. Hvala lepa. Hvala lepa, doktor Logaj. Še doktor Vogrinc. Zdaj ne vem, ali naj zadnji del najprej odgovorim, kar je kolega Logaj izpostavil, ampak bom vseeno se osredotočil na umetno inteligenco. Ta umetna inteligenca je med nami, umetna inteligenca je v šolskem prostoru. In mi se ne moremo delati, da tega ni, niti se ne moremo delati, da lahko to, ali pa upati, da bomo to izključili, če si kdo to misli. Treba je pravzaprav se naučiti, kako smiselno uporabiti umetno inteligenco v učnem procesu. Tukaj pa si kar upam tudi trditi, da imamo pa na fakultetah, ki izobražujemo prihodnje pedagoške delavce, trenutno kar težave, ker na to mislim, da vse, kar se tiče didaktike in vključevanja umetne inteligence v učni proces, še nismo zadosti pripravljeni. To pa ne pomeni, da seveda se umetne inteligence ne bo uporabljalo, ne? Mislim pa, da umetna inteligenca bistveno spreminja učni proces, oziroma da moramo učitelji zaradi tega spremeniti učni proces. Se pravi, najprej se naučiti, kako smiselno to uporabiti, hkrati pa, ker vem, da se tudi vse bolj pogosto pojavljajo bojazni, da zaradi tega prihaja do takšnih in drugačnih goljufij, spremeniti način preverjanja in ocenjevanja znanja. Se pravi, da je večji poudarek na takšnih nalogah oziroma obveznostih pri učencih, kjer si bodo lahko samo pomagali z umetno inteligenco, ne bo pa umetna inteligenca tista, ki bo namesto njih si zaslužila neko oceno. Skratka, mislim, da nas tukaj kar čaka
eno veliko delo. Zdaj, če povežem to z bralno pismenostjo, seveda pa pametni telefoni pa tako naprej, ne, vse je super, ne, ko nam pravzaprav besedo samo izpiše. Ampak učitelj je tisti, ki mora učence naučiti, kako to uporabljati, tako da boš vendarle vedel, kdaj moraš LJ napisati, kdaj pa tega ni potrebno. Zato, ker če ti tega ne boš znal, ne, telefon ti ne bo povedal, ali je napisal pravilno ali ni napisal pravilno. Lahko ti pa pomaga, da nekaj hitreje napišeš. Zdaj smo pa pri odnosu. Ali je učencu vseeno, kakšno sporočilo bo prek telefona poslal? Trenutno večini ja. Ne samo učencem, tudi odraslim. Ne? In zdaj seveda je treba spremeniti odnos do tega. Ne? Nisem prej razumel tiste ideje o popravljanju sporočil, ker mislim, če bi učitelj začel popravljati sporočila učencem, bi imel premalo ur tekom dneva, da bi to popravil, ker je treba v bistvu spremeniti odnos. Tudi ko napišeš SMS sporočilo, je pomembno, da znaš postaviti vejico, zaradi tega, ker je drugače sporočilo lahko napačno razumljeno. Hvala lepa, dr. Vogrinc. Če sem prav razumela, še doktorica Cotič? Ja, čeprav jaz ne bi v umetni inteligenci. Ste želeli povedati? Ja, ker sem tako že... Ja, so bile druge istočnice. Ja, vedno sem delala brez umetne inteligence. Ne. Jaz bi še izpostavila, kar je pokazala tudi raziskava, anksioznost pri matematiki. Ne. O anksioznosti pri matematiki se veliko govori v svetu. Mi tukaj se s tem zelo malo ukvarjamo v Sloveniji. Matematika je namreč neka posebna vsebina, ne, ki, recimo, ko ti pišeš test pri matematiki, veš, katere so vsebine in tako, ampak ko ti dajo problem, ti imaš 1000 različnih problemov na tisto temo in ti si nekako bojiš se, kakšen problem bom dobil, in tudi problem, ki ga dobiš, je problem, če imaš res stisko. Vsak problem v bistvu sproži pri človeku neko nelagodje, ker mora poiskati pot do rešitve. In zato se tudi veliko otrok boji matematike, ker ni dovolj, da se oni doma samo to naučijo, ampak morajo tudi zdraven razmišljati, logično, kritično in tako. In jaz sem imela recimo izkušnje z študentkami in študenti razrednega pouka, ko so prišli na fakulteto, oni so se matematike izjemno bali. Imeli so en strah pred matematiko, torej anksioznost pred matematiko, tudi ko niso želeli prihajati k tabli, da bi skupaj pač o problemih govorili, reševali in to. In potem, ko sem jih vprašala, zakaj ne, ja, bojim se, da bom se zmotil. Potem druga stvar je bila, jaz sem zelo slab pri matematiki, jaz ne znam misliti matematično in tako naprej. Ne. Tako da smo mi v bistvu, tako bi lahko rekli, od 1. oktobra do novega leta delali samo na njihovi samozavesti. In sicer smo delali tako, da smo imeli tudi razne, bi rekli, logične igrice, ampak tle je treba tudi paziti, ker nekateri, ki nimajo sposobnosti tega logičnega mišljenja, ker nimajo vsi, so spet bili tako v krču. Potem smo šli, recimo, zanimivo je bilo, da sem dala zgodovino matematike, in če ste vi brali to zgodovino matematike, kako so začeli ljudje šteti, kako so se števali, kako so odštevali te stare civilizacije. To je bilo, dajte prebrati knjigo Vladimir Davide, Matematika skozi kulture in epohe, in boste videli, kako vas bo ta knjiga privlačila, tudi če ne marate matematike. In smo začeli, in so naredili posamezne seminarje in potem tudi, ne vem, so šteli na način pigmejc, kako so šteli pigmejci, kako so šteli tako, ne. In so se kar počasi sprostili in moram reči, da so res izgubili ta strah pred matematiko. Ker najhujše je, da ti učiš nek predmet in ga ne maraš. Ti ne moreš učiti predmeta, ki ga ne maraš. Mislim, lahko ga učiš, ampak ga ne učiš dobro, ne. Tako da je treba res veliko delati na tej... in potem smo celo za Radio Koper posneli 6 oddaj o zgodovini matematike. Šli smo samo do 16. stoletja, ne? Ker naprej je potem preveč zahtevno.
In vam povem, da ne vem koliko Koprčanov nam je pisalo, da kako so prvič začutili, tako da je matematika lahko tudi zanimiva. Ne? Tako da je treba res delati bolj na teh, bi rekla, odnosih, na motivaciji, ne? Da so oni res motivirani za to. In jaz mislim, da je pri študentu pedagoške smeri ravno to zelo pomembno. Najlepša hvala, doktorica Cotič. Zdi se mi iz signalov oziroma odsotnosti signalov iz občinstva, da smo v glavnem izčrpali stočnice in vprašanja. Bi pa za konec prosila državno sekretarko za še zaključne misli. Aha, imamo. Sam trenutek za mikrofon. Magda Stražišar z Ministrstva za kulturo. Če sem prav razumela, rezultati z področja ustvarjalnega mišljenja so, oziroma to preverjanje ustvarjalnega mišljenja bila letos prvič v okviru PISA, na kakšen način pa? Mislim, ustvarjalno mišljenje Ja, v bistvu preko nalog. Ne? Ja, naloge so reševali na računalniku in so bile zelo interaktivne. So pa zajemale recimo področje iskanja raznolikih rešitev na nek problem, potem iskanje ustvarjalnih rešitev. Recimo, ne vem, dijaki in dijakinje so morali konstruirati promocijsko kapo, naprimer za nek festival, pač v nekem kontekstu. Ne? In potem še področje vrednotenja oziroma razmišljanja o ustvarjalnih rešitvah, ki so že podane. Torej, ta 3 področja. Rezultati bodo pa spomladi, če sem prav. Rezultati bodo spomladi, sama izhodišča naravoslovne pismenosti so pa že dostopna. Ustvarjalnega mišljenja. Ustvarjalnega mišljenja so pa že dostopna na strani OECD-ja. Najlepša hvala. Ja. Tako. Hvala. Razumem, da zadnjih klicev ni več za vprašanja, tako da je pa res, državna sekretarka, lepo prosim za vaše misli. Ja, hvala lepa. Mene predvsem veseli, da so rezultati, ne glede na to, kakšni so, vseeno sprožili nek razmislek v različnih smereh, kar je bilo videti v bistvu izjav vseh razpravljavcev. In morda bi tukaj začela ta zaključek pri umetni inteligenci. Umetna inteligenca je pač ena od novosti, ki se je pojavila, tako kot se nekoč vlak, televizija, elektrika in tako dalje. Vemo, kako so ljudje bežali pred vlakom, kako so se križali, ko je papež šel mimo okna, nekaj niso vedeli, da tista škatla v bistvu ni ljudi noter in podobne zadeve. In ravno tako bo čez nekaj let verjetno umetna inteligenca nekaj, s čemer bomo živeli, ne da bi se v bistvu obremenjevali tako, kot se danes. Zato nima smisla zapirati vrat pred njo. Tudi v šolah ne. Je pa zato toliko bolj pomembni, da imajo poleg temeljnih znanj naši otroci, učenci, dijaki, torej toliko bolj pomembno verjetno močno razvijete tudi ostale spretnosti oziroma veščine, kot je kritična presoja in sposobnost vrednotenja, filtriranja informacij, neka tudi mogoče argumentiranje informacij, ki jih danes zasipajo z vseh strani, za kar spet potrebujejo čas. Po drugi strani pa potrebujejo tudi učitelja, ki bo deloval drugače. Nekoč kot tisti vir informacij, danes kot tisti, ki jih uči sprejemati in kritično vrednotiti in razmišljati to, kar jih dejansko bombardira z vseh strani. Po drugi strani verjetno je tukaj tista nevarnost, ki se je pojavljala mogoče tudi toliko bolj v času covida, kako bo to vplivalo na objektivnost ocenjevanja. Jaz upam, da bo to da bomo tudi to prerasli. To je pač ena od stvari, ki po moje zelo obremenjuje naše učitelje, da se v bistvu velikokrat usmerimo na tisto končno oceno, vrednotenje znanja, kot na podpiranje in spremljanje učenca, otroka in tako naprej, za katerega dostikrat slišimo tudi strani staršev, predvsem, da bi želeli, da so srečni.
In tukaj mogoče bi povedala, ja, ne da so srečni, mogoče si vsi prizadevamo, da bi bili ti otroci zadovoljni. Zadovoljni pa pomeni samozavestni in opremljeni. In zadovoljstvo, dejansko, kdaj smo ljudje najbolj zadovoljni, takrat, ko pridemo rezultata. In zadovoljstvo je toliko večje, kolikor je rezultat bolj plod težkega dela in napora. Torej, šola mora biti zahtevna, vendar učenje v šoli mora potekati tako, da si otrok lahko dovoli delati napake. Da ga ni strah, da ne pride do anksioznih stanj, ki jih je dr. Cotičeva omenjala, in do tega lahko pride samo, v bistvu do takega stanja lahko pridemo samo, če bo šola za otroka varna. In to, da ta raziskava kaže, da se otroci počutijo v šoli varne, še ne pomeni, da se počutijo tudi sprejete, sicer ne bi imeli takih rezultatih pri odnosih do učitelja. In tukaj nedvomno imamo še prostor za izboljšave. Hvala. Hvala lepa vsem. Hvala za bogato razpravo, hvala udeležencem v dvorani, hvala našim udeležencem na aplikaciji Zoom in s tem zaključujem današnji dogodek. Hvala lepa.